Lepo vas vse pozdravljam v imenu našega odrešenika Jezuša Kristuša. Dnes je zadnja nedelja pred prvim adventom, štiri nam sporoča, ka se tetom v okolici Betlehema čas dopuno. Ka se tisti čas dopuno, ka je prišlo do izpolnitve prerok, štere so tu v Božoj besedi zapisane za nas in posebno so bili zapisane za tisti čas. Za tisti čas, štere so prinašale Božje služabnike. Božji služabniki so poslušali Božji glas in to te prenesle izraelskome narode. In te prerokbe so se izpolnile. Te se je narodu tiste, štere ima edine oblast in moč. Edine ima oblast in moč znova spostaviti kontakt. Znova spostaviti odnos med svetim Bogom in pa grešnim človekom. Znate, šotan je tej odnos uničil, šotan ga je pokvaril, šotan ga je razdrl, ali Jezus ga je svojim delom znova napravil mogočega. Mogočega za vsakoga tistoga, štere njeme zavipa, štere pride k njeme, k Bogu v vere in je pripravljene njega sprejeti za svoje vipanje. To je naše vipanje, to je pravo vipanje za vsakoga človeka, odrešenik Jezus Kristus. In prejšnjo nedeljo smo videli reakcijo Andreja na opis Janeza Krstnika, štere je Jezuša opisal z besedami: glej, Božje jagnje. Samo te besede je Janez Krstnik pravil in za Andreja je bilo to zadosta. To je bil zadosten razlog, kaj je, kad tako povem, zamenjal svojega duhovnega vzornika, kaj je sprijel odločitev, kada se pozanimo, gdje stanuje to Božje jagnje. In je sprijel to odločitev, kad tisti popoldnevi na dole preživej v skupnosti z tem Božjim jagnjetom. Videli pa smo tu, kaj je to novico Andrej prenesel tu na svojega brata Simona. Ne je ostalo sam v tom, pač pa je prenesel na svojega brata Simona in pa ga je tu pripeljal k Jezuše. Andrej je Simona pripeljal k Jezušu. In brez toga osebnega srečanja z Jezušom, dragi moji, zavedajmo se toga, brez osebnega srečanja z Jezušom ne more biti dialoga Boga z človekom. Ali pa, če noček obrnem, ne more priti do skupnosti človeka z Bogom. Važno je to osebno srečanje z Jezušom. In te smo videli, te smo dole videli skozi Božjo besedo, kako je to prvo srečanje Simona z Jezušom potekalo. Na kakšen način je to potekalo. In videli smo, da tu ne je bilo nika dramatičnoga, nika posebnoga, nika razborljivega, samo Jezušov pogled na Simona in pa 9 besed, štere je Jezus te Simone pravo. Sporočilo ali spoznanje, ko si in ko boš. Ko ti si in ko ti boš. Isto želej gnes včiniti Bog tu v tvojom, tu v mojo življenje. Sporoča tebe in sporoča mene, ko ti si in ko boš. Ko si brez Jezuša in ko boš potom, da ga spremljaš v svoje življenje. Tiste, štere že imamo tej odgovor, štere že imamo vzpostavljene odnos z njim, imamo že tej odgovor, ko smo v njem, imamo že tej odgovor, štere pa so toga ještě ne sprijali. Vsaki je dobrodošel pri Bogu. To je ta vesela novica. Pri Bogu
je čista vsake dobrodošel. In pogledamo naprej Simonovo življenje po tistom prvom srečanju. On te še ne odišel z Jezusom. On se je srečal z njim in je ostal na tom, gdje je bil še ne zapustil svojega starega življenja, še ne razumel pravzaprav Jezusovi besed za njega osebno. Ne je še razumel, ne je še prerazumel, ne je še dojel toga, ko njemu je pravzaprav Jezus te pravo. Imel je samo eno informacijo od nekoj, ko je te še ne bilo za njega poznano. Leko bi pravljal tudi to, kad s tistim prvim srečanjem Simon ještě ne znal, ko bi naj s tem napravil. Ne je še znal, ko naj s tem prvim srečanjem napravi. Ali, dragi moji, Bog zove človeka vedno znova in znova. Znova in znova, do tistega trenutka, dokaj se ne odzove. In tega samo pela še naprej. Prerok Izaja nam sporoča, kako se je to dogajalo že v Izraelu. Do njih je Bog gučo. Bog je Izrael svojome narodi gučo na različne načine. Bar pogledamo, ko pravi v Izaji 50. tale drugi veršoš, kako je Bog gučo, ko pravi Bog svojome narode. Izaja 52. veršoš. Zakaj ni bilo nikogar, ko sem prihajal? Zakaj ni nihče odgovoril, ko sem klical? Tragika tistega časa in tragika dnes. Bog zove, opozarja na različne načine, ali koliko je odgovora na te Božji klic? Koliko je odgovora? Bog je te po svojom služabniki sporočil to, ko on je in ko on leko. To, ko Bog je in ko Bog leko. Ko on leko včini. In te postavlja pitanje, ko so Izraelci dobro poznali iz njove zgodovine. Postavlja te pitanje. Bog svojome narode postavlja pitanje. Dole tu v Izaji 50. tale drugi veršoš, drugi del toga veršoša. Tok pravi, mar je moja roka prekratka za osvoboditev? Mar nimam moči za rešitev? Bog ima. In Simon v tistom prvom srečanju še ne videl tistega, ko njemu je Jezus te sporočil. Zato se je Jezus odločil. Odločil se je še na drugi način spregovoriti v njegovo življenje. Odločil se je še na drugi način njime razodeti, ko pravzaprav to srečanje prinaša vsakome človeku. In lahko stanemo gore in preštejmo Božjo besedo, kako je, na kakšen način se je Jezus znova razodel Simone in ko njemu znova sporoča. V Lukovem evangeliju v 5. tale preštejmo od 1. pa do 11. vrstice. Luka 5, 1 do 11. Tok pravi Božja beseda. Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal 2 čolna pri bregu. Ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, ki je bil Simonov in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Simon mu je odgovoril, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. A na tvojo besedo bom vrgel mreže.
In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridajo pomagati. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: Ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Gospod sveti, hvala je Tebe za Tvojo drago svetu reč, kot vodilo za naše življenje. Hvala je Tebe za vse te zapisane dogodke. Hvala je Tebe za vse te zapisane primere, štere nam kažejo na Tvojo milost, štere nam kažejo na Tvojo ljubezen, štere nam kažejo na Tvojo vztrajnost, da želeš človeke pomoči, da bi prišel do toga večnega cilja pri Tebe, v Tvoje slave. Hvala je Tebe, ko si spregovoril Simone v njegovo življenje, in hvala je Tebe, ko ga učiš tudi v naše življenje. Hvala je Tebe, ko si ne henjo ešte do zdaj, in hvala je Tebe, ko tudi v tom jutri imaš pripravljeno besedo za moje življenje, za naše življenje. Pomori nam, ko se odzovemo na Tvoj klic, štere nas Ti pozivaš na odločitev, no se odločimo tako, kot je Tvoja sveta vola. Pomori vsakom, štere posluša Tvojo drago svetu reč, Gospod dragi, ko bi jo razmo in jo sprijel za Tvojo reč v njegovo osebno življenje. In hvala Te tudi za tiste, štere so v potrebah. Gospod dragi, Ti si niti enoga ne pozabo, in tudi mi, tudi nam pomori, ko ne pozamemo v molitvi prinašati pred Tvoj prestol milosti, tudi naše potrebe, štere imamo med seboj. Blagoslovi vsakoga, Gospod dragi, in boj z nami tudi naprej. Amen. 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 Tu smo prešteli znova od ene nove situacije, da se je Simon srečal z Jezusom. Tokrat v tom primeru je njegovo srečanje bilo na pobudo Jezusa. Ne, ko bi Simon ščel, ali Andrej, pač pa je Jezus pripravil to srečanje. Jezus je zdaj prosil Simona za uslugo, prosi ga, tako povedano, za uporabo njegovega delovnega stroja. No, in jim je da na razpolago njegov pripomoček, šterim se služi svoj kruh. In leko povejmo tu, ko ga prosi za zaščito od množice, ko ga množica ne bi notro potisnila v jezero, v vodo. Prosi ga za pomoč, ko daleko on še naprej poučava ljudi od toga, ko je Božja vola za njih. Simon je Bogu. Simon je svojo prvo nalogo od Jezusa izpolnil. Ali to ne čudovito? To, ko njim je Jezus najprej zapovedal ali pravil ali ga prosil, on je to izpolnil. To je tu Jezus leko opravil svoje poslanstvo. Sedel je in učil množico iz Simonovega čolna. Tu Jezus je, zato, ker je človek Bogu, je tu Bog leko opravil svoje poslanstvo. In zdaj se leko vsaki med nami pita, ali sem jaz izpolnil nalogo, štero mi je on naročil. Ali jaz izpolnjujem naloge, štere mi on dnevno naroča. Ali on leko po mojoj poslušnosti njeme naredi to, ko on želi.
Ali pa za Simona je tisti dan, tista noč ne bila uspešna. Njegov celoten trud, štero ga je vložil, je ne bil poplačan. Ostalo je brez zaslužka, ostalo je brez hrane in verjetno je bil tu zelo, zelo razočaran. Da imamo neuspeh. Smo te vesele, smo te dobre volje? Mislim, ka ne. Da ide vse, kako mora biti, vse, kako namazano, te smo dobre volje, ja. Da pa je neuspeh, da vidimo stvari, štere so ne to, kako bi se mi želeli. Te smo ne najboljše volje. Te smo razočarani, te smo žalostni in Jezus je to videl in Jezus vidi tudi v moje, tudi v tvoje življenje. Izbral te točno takšnega, kak si. In zato je važno, dragi moji, kako tudi mi sprejemamo eden drugega, kako mi sprejemamo brata in sestro. Bog nas je sprijel takše, kakšni smo. Ali človek je tisti, človek ne bi bil človek, če bi ne bil tisti, štere bi želel drugega popraviti, kada je takši, kak sam je. Spomnim se enoga dogodka iz vojske, gdje mi je eden vojak, sovojak pravo, to je že eno celo življenje nazaj, več kot 40 let, gdje mi je pravo, eden sovojak mi je pravo tako, znaš šta, ja više mogu, je leko več zavipan mojimi prijatelji, kak pa mojimi brate. Jaz sem ga te čudno gledal, ne sem razumel, te toliko me pravzaprav pravi. In te mi pravi, znaš, prijatelja si jaz berem sam. Brat, moj brat, pa je takši, kakši je. In dragi moji, Jezus je naš prijatelj. Smo se ga izbrali? Smo se ga izbrali? Ja, mi sami smo ga izbrali in on je nas izbral. Brat je pa takši, kakši je. Brata sem pa dolbo. Ne sem si ga izbral. Brata si ne mreš izbrati. Sestre si ne mreš izbrati. Je takši, kakši je. Rojene. Ne izbrane, pač pa rojene. In tu je načiša povezava. Tu je ta krvna povezava, ta bratska povezava. Zato je dragoceno imeti brate. Ne samo prijatelje, pač pa brate. In Jezus je naš starejši brat. Mi vsi smo Božja deca, za voljo toga, kad smo Jezusovo delo sprijali za svoje odrešenje. In on vidi, Bog vidi vse v mojom in tvojom prizadevanje. Gled to, kako je videl tu pri Simone. Pri Simone vidi, pozna, zna, s kim se jaz in ti vsakodnevno soočava v vsakoj situaciji naših življenj. In ker je Jezus Simona poznal, ker je Jezus Simona znal, videl njegovo situacijo, znate, njime je želel malo zdigniti njegovo moralo, zdigniti njegovo razpoloženje, s čim ga je na eden novi način upogumiti, ka se splača zavipati njeme. S čim ga je upogumiti? Jezus je videl Simonov neuspeh v ribičiji tisto noč. Zato on jim dava na eno novo nalogo. Ne samo malo odrine, kroj od obale, kam je leko opravo svojo nalogo, pač pa njime dava eno novo nalogo, znova njime nekaj prave. In prave, odrine na globoko in vrzite mreže za lov. Znate, Simon je dobro znal, kako dobro je znal, gdje do se lovijo ribe. Za tisti dan je ribolov bil končan. Je ribičija bila gotova za
tisti den. On je to znal. Moglo se je počakati noč, kmico, kad daleko znova probo, koj zgrobite. Ali zdaj v toj situaciji je imel eno novo naročilo od nekakoga, za šteroga je njegov brat Andrej njeme pravo, kaj je Mesija. Andrej je trdo, je pravo, ja, našli smo, to je Mesija. In Simon je zdaj imel naročilo od Mesija. Ko včinite? Ko včinite s tem naročilom? Bogate ali odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Ali pa učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. Dragi moji, tej drugi del, to je bilo realno stanje, to je bila, leko bi pravili, tragedija tistega trenutka v Simonovom življenju. Celo noč sem se trudil. Celo noč smo se trudili, pa nika od toga. Celi naš trud je bil za manj, dragi poslušalec. Mogoče je to tudi tvoja realnost, mogoče je to tudi tvoje vprašanje glede tvojega dolgoga truda. Celo noč sem se trudil, pa sem nika ne zgrabal. Boš obupal v svojem trude, ali pa boš znova vrgel mreže za voljo toga, kaj ti Bog dal prave. Boš obupal, ali pa znova vrgel mreže. Simon je Jezus še pravo, pa ne vidiš Jezus, ne vidiš ti to, pa ne splača se, ne ima smisla. Ne vidiš, kaj ne ima smisla, vse smo že probali, pa nika. Naš trud je brezvezen, ne bilo nikšega uspeha. Dragi poslušalec, da je tvoj trud brez uspeha. Da tvoj trud ne prinaša uspeha, obstaja še nekaj. Obstaja še nekak. Obstaja neka večjega in to je spoznal tudi Simon, zato pravi, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. Znova, na tvojo reč, znova, če glika celo noč ne bilo nika, ali na tvojo besedo bom, znova, ještě enog, če glika do zdaj nika ne bilo, ali ještě enog, na tvojo besedo. Pri Simonu vidimo najprej razočaranje, vidimo negotovost, vidimo nezaupanje, utrujenost od vseh prizadevanj, te pa pride do spremembe. Pride v njegovom življenju do načeše odločitve. Pride do zaupanja v to, ko njime Jezus pravi. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Zakaj se je to zgodilo? Zakaj naenkrat Simon več ne siguren v svoje ribiške sposobnosti in začel zaupati enome tesare? Zakaj? Mogoče je odgovor v prejšnjem dogodke. Hvala lepa. Mogoče je odgovor v prejšnjem dogodke, da je Jezus bil gost v Simonovoj kući. V Luke 4. tale 38. pa 39. veršoš imamo to zapisano in tudi tom je Jezus včinil čudež. Če je Simon bil te doma, da je njegova tašča bila čudežno ozdravljena, to nam Biblija ne poroča. Ali Jezus je včinil tom čudež. In najverjetneje, če Simon ne bil prisoten, je čul od toga. So njime drugi problem, če je sam ne bil prisoten. In mogoče je to
bila spodbuda za njega. Mogoče se je Tom včul ne spomnil toga dogodka in se je odločil zavipati Jezuše, na tvojo besedo bom vrgel mreže. In, dragi poslušalec, kolikokrat je Bog spregovoril v tvoje osebno življenje, v tvojo osebno situacijo, kolikokrat te je nagovoril, te izazval, kad nekaj včiniš za njega. Kolikokrat se je to dogodilo, koliko priložnosti si izpustil, koliko priložnosti si zamudil, kad bi vrgel tvojo mrežo, kad bi še enok probo. Koliko je bilo takšnih dogodkov v svojem življenju. Znate, Simon bi leko Jezuši pravo tok. Leko bi njime tok pravo. Naš ko Jezuš, truden sam. Družina me čaka. Mi smo že se pripravili za nočni ribolov. Znaš, ti je več možnosti za uspeh, kot pa zdaj. Ti to ne veš. Mi smo že se pripravili za nočni ribolov. Idem zdaj domov počivati. Nemo se šel. Te igrice tvoja tako povedano. Idem zdaj domov počivati. Leko bi tako pravil. Ali ne, dragi moji, on se je odločil zavipati Jezuše. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. Kolikokrat si ti postopil na eden ali drugi način. Mnoga razočaranja doživi človek gliza volo toga, kad se ne odloči poslušati in bogati Jezušov glas, njegove besede. Na tvojo besedo bom vrgel mreže. In ko se je potom te zgodilo? Ko se je potom zgodilo tom na Genezareškom jezere? Potom, da je Simon z ostalimi na Jezušovo besedo vrgel še enok mreže proti celoj ribiškoj logiki. Proti vsemi, ko so ribiči znali. Znate, to so bili specialisti za ribe, za zgrobiti ribe. Oni so znali, gdje so kakšne ribe in da se kakšne ribe lovijo. Vse to so oni znali, ali za njih Jezus pravi, nika proti celome njovomi znanje, proti celoj njovoj logiki. In ko se te zgodi, da včinimo to, ko je proti našoj logiki, da Bog nika pravi. Ko so to storili, to, ko jim Jezus pravi, ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Aleluja. Ko je s tvojimi mrežami? Ko je s tvojimi mrežami? So lepo pospravljene? So lepo pripravljene? Ali pa se tvoje mreže trgajo zavolo toga, kad si jih vrgo na Jezušovo besedo, zavolo toga, kad delaš to, kot ti on pravi, kot ti je on zavipal. Dva čolna, ne samo eden, oba sta bila prlej prazneva. Prlej sta bila oba prazneva, zdaj sta oba puneva. Aleluja. Oba sta puneva. Zakaj? A na tvojo besedo bom. Dragi moji, ali ne to čudovita stvar, poslušati to, ko Bog pravi, delati to, ko Bog pravi, tebe v tvoje osebno življenje in kak življenje cerkve. In zdaj pridemo do ponovnega srečanja Simona Petra z Jezušom. Ne več samo Simona, pač pa Simona Petra. Spomnite se od prejšnje nedele,
Ko je Jezus najprej Simoni provo? Od zdaj naprej boš se imenoval Peter. Ne samo več Simon, znači tisti, štiri si trden, štiri si skola, štiri si utrjene. In zdaj tu štejmo, ko je Simon Peter to videl, to je to drugo srečanje z Jezusom, ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Dragi moji, Peter na enok, poleg vsega, ko se je zgodilo, poleg vse te čudovite stvari, toga dogodka čudovitega, pravi na enok, pravi Jezus, idi kroj od mene, kroj ga plovde, od sebe, idi kroj. Zakaj na enok takša reakcija? Za volo čudeža štiri se je zgodilo? Ne. Dragi moji, mogoče je te čudež z ribami bil samo povod, ali Peter dava sam odgovor, sam navaja vzrok, zakaj on ne more biti v Jezušovoj prisotnosti, ker sem grešen človek. Ker sem grešen človek. Peter se je te zavedal, što je. Što on je. Zavedal se je, kaj je on brez Božjega posega v njegovo življenje izgubljene. Brez toga Božjega posega v njegovo situacijo je popolnoma izgubljene. Te je spoznal, ko to pomeni biti v prisotnosti živoga Boga. Dragi moji, ista doživetja, ista spoznanja so imeli tudi drugi Božji ljudje. Imamo zapise od toga v Bibliji, da so bili postavljeni v Božjo prisotnost. Izaja zelo slikovito opisuje eden takšen prizor in gledajte, kakšna je bila njegova izkušnja. Vidimo, Peter pravi, idi od mene, ker sem grešen človek. Izaja pa pravi svojo izkušnjo v 6. tale 4. do 5. veršu, štok piše. Izajova izkušnja, da je bil v prisotnosti živoga Boga. Pravi tok. Pod boji vrat so se stresali ob glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel, Izaja je prišel do spoznanja, ko večina ljudi ne dovoli Svetome Duhu, kaj bi jim razodel. Izaja je prišel do toga spoznanja in gledajte, tedaj sem rekel, gorje mi, izgubljen sem. Zakaj? Ker sem mož z nečistnimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistnimi ustnicami in so moje oči videle kralja Gospoda nad vojskami. Dragi moji, te tam na jezere, v prisotnosti Jezusa je do istega spoznanja prišel tu Simon Peter. Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Peter je tu izpovedal dve pomembne istine. Povedal je dve pomembne priznanje. Prvo, najprej je priznal, da je Jezus Gospod. Da je Jezus Gospod. Da je Jezus Gospod. Znate, ko to pomeni Gospod? Ne, zdaj smo vsi Gospodge. Včasih je ne bilo tako. To je bilo eden časten naziv. Eden naziv, který je imel svojo vrednost, je kazal na karakter tistega človeka, na dostojanstvo tistega človeka. Najprej je pripoznal, da je Jezus Gospod. Drugo, ko je pripoznal, pa je njegovo osebno grešno stanje. Pripoznal je, kaj je on grešen človek. Peter je to
tom je pravzaprav dojel, spoznal je, što je Jezus in što je on sam. In isto moramo razumeti, dojeti, prepoznati tudi mi. Povedati, Jezus, ti si Gospod, ti si ne samo Gospod, pač pa si moj gospodar, ge pa sem grešen človek. Ge nucam tebe, kad sam sploj leko v tvojoj prisotnosti, nucam tvoje delo in komaj te, da človek pride do te točke pripoznanja, leko pride v njegovom življenju do spremembe. Komaj te, da človek pride do toga spoznanja, što je on in što je Bog, te leko pride do te spremembe. Šele te leko pride, kad tako povem, do zamenjave gospodarov. Gospodarov življenja. Ja, ali smo pod enim gospodstvom, pod enim gospodarom, ali pa pod drugim. Samo dva gospodara sta na toj zemlji, šteriva vladata. Je Gospod Bog, ljubeznivi, odrešenik, šteri želej vsakome človeku najboljše, znači večno življenje v njegovoj prisotnosti, ali pa je šotan, šteri želej človeka uničiti in ga držiti dužek bole kroj od toga, kaj bi prepoznal, kaj je Bog tiste, šteri želej človeku najboljše. In znate, da pride do te točke, te leko pride do prave spremembe. In Peter je tom pravo, Jezus, ja ne morem biti v tvojoj prisotnosti, ne morem biti v tvojoj bližini zavolo toga, kar sem grešen človek. V njegovo življenje se je pravzaprav te naselo strah, glito kot v Izajovom primeru, gorjemi, izgubljene sem, zavolo toga, kar sem mož z nečistimi usnicami. Znači, grešen človek sem, gorjemi, ker sem grešen človek. Ali, dragi moji, ne je ostalo na tom zavolo toga, kar Bog ima rešitev za tistoga, šteri prepozna svoje stanje in prepozna njega za gospodara. Njega za Gospoda. Ne je ostalo pri tom straji. In prvo, ko je Jezus sporočil Petri, je ne boj se. Aleluja. Ne boj se, Peter. Ge sam gli zavolo toga tu, zavolo takšnih sam ge tu, kak si ti. Ne zavolo svetih. To vidimo iz Biblije. Sam je to pravo, prišel sam za to, kaj bi grešnike odrešil. Jaz sem gli zavolo takši tu, kak si ti. Ne boj se, Peter, zavolo toga, kaj je imam neka drugoga za tebe. Imam eno novo nalogo za tvoje življenje. Imam eno novo sporočilo v tvoje življenje. Peter, najprej te prinašam mir. Najprej ti mir prinašam zavolo toga, kad to je podlaga za vse drugo, kad boš leko delo, tako je imam pripravljeno za tebe. Najprej moraš to usvojiti. Najprej mora te mir izpolniti tvoje življenje. In te želim imeti tebe na enoj drugoj poziciji. Imam za tebe eden novi izziv. Imam za tvoje življenje eno novo nalogo. Odslej boš lovil ljudi. Prle ribe za ljudi. Drugo pot Jezus preseneča Simona Petra. Drugo pot ga preseneča. Najprej dobiva od njega novo ime. Dobiva potrditev, kaj je Bog z njim, kaj ima Bog z njim eden načrt. Najprej, to je bilo prvo, ko se je zgodilo v Simonovom življenju. In te, drugo, ko njime Jezus prinaša, je novi poklic. Je nova delovna naloga. Novi poklic.
Pri prvom Jezušovom posege v Petrovo identiteto on ne odreagiral, bar nemamo zapisa, kad bi se kaj posebnega zgodilo v njegovom življenju. Ste vi našli kaj drugo? Ne, še dole je on lovil ribe, še naprej je ribe lovil tako do zdaj, ali z enov razlikov. Ulov je bil dosta menjši, pravzaprav ga ne je bilo. Nikaj je ne zgrobo več. Po tistom do njime Jezus najprve ime spremenil. In pri drugovom Jezušovom posege v Petrovo življenje pa je Peter odreagiral. Odslej boš lovil ljudi. Je bil Jezušov izziv za Petra. In gledajte, kako je Peter odreagiral. Bar pogledamo, kako je odreagiral on na tej drugi izziv, na to drugo spremembo v njegovom življenju. Ne samo na spremembo imena, pač pa na spremembo poklica. Tako pravi, tako smo prešteli, ko so potegnili čolna na kopno, ne samo Peter, pač pa tudi Zebedejeva sinova, ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Kako so mogli veseli biti tisti ljudje, štiri so tam ostali, galte, dva čolna puniva rib. So pustili vse in šli za njim. Tu vidimo, ko je večja vrednost. Ko več vala, ko človeki več prinaša. Hvala Gospode za delo, štero imamo. Hvala Gospode za zaslužek, štero ga nam dava. Ono nikakor ne gemlej. Želej, da napravimo za svoje življenje pravo odločitev. In dragi moji, biti sledilec Jezuša je velika privilegija. To je velika privilegija. Peter je to dokazal svojo odločitvijo. V njem je ne bilo več tako dragoceno, nikaj njemu več ne bilo tako dragoceno, kot biti v bližini Jezuša. In dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, ti si tu v tvojem posle leko blizu Jezuša. Tu v tvojoj dejavnosti si leko povezane z Jezušom. In tu tom si leko njegov svedok, tako kot je njegova sveta vola. Bog te poziva. Bog te poziva in vsakoga poziva na različne načine. Odvisno od moje, od tvoje odločitve. Kako bomo upravljali njegov poziv v mojem življenju. Petri ne bilo več nikad tako dragoceno, kot biti v Jezušovoj blizini, biti z njim, biti ob njeme, biti del njegove ekipe. Si ti del njegove ekipe? Aleluja. Vse drugo je pusto zasjav za volo toga, kovak ne bi mogel izpolniti Božjega načrta za njegovo življenje. Bog ima načrt tudi za tvoje življenje. Tudi za moje življenje. Ma Bog načrt. Odločitev je tvoja. Hvala Gospode za vsakoga, šteri se je odločil slediti njega. Znate, Bog da davo svoj blagoslov. Bog da davo ulov. Bog da davo, kada tvoje stvari uspevale. Kad boš leko tu s tem, kot je Bog zavipo, služil njeme. Služil njeme, znate, te boš leko služil tu ljudem kole sebe. Aleluja. In noj, dober Bog, tu vsem nam po svetom duhu pomaga, kad do naše odločitve sigdar takšne, kamo leko izpolnili njegov načrt v naših osebnih življenjih in v življenje njegove cerkve. To je najnususka cerkev. To je njegova cerkev. To je njegova cerkev, to je njegovo delo. In hvaležen sem Gospodi za naše prednike, štere so začali tu delo, štere so začali iskati Boga na takšen način, kot je Peter dovolil, kad ga je srečal.
In so mnogo toga pustili za sjov. Znate, Bog je po skoro 90 letaj to delo i tako hrano, zato kad to je njegovo delo. Ne moje, ne tvoje, to je njegovo delo. In znate, ko pravi Bog za svojo cerkev? Vrata peklenska je ne do uničila. Jaz in ti leko dodava svoj delež, kad je Bog ještě bolje blagoslovo. Naj vas vode in blagoslovi vaše odločitve, štere so po njegovoj voli. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za vsakoga, štere posluša tvojo drago svetu reč. Hvala je tebi za to jutro, hvala je tebi za vse, štere smo leko tu. Hvala ti za tiste, štere v tom dnevi ne mrejo biti z nami. Gospod dragi, ti vidiš vsako situacijo, vsako življenje tvoje decej, tvojih otrok. In hvala je tebi, kad ti si nas ne pustil same, glito, kak si Petra ne pustil samoga, poč pa si njime prineso najprve tvoj mir. Gospod dragi, hvala je tebi, kad si ga ti na čudovite načine ponudil za to, kad je tvoja crkev leko bila izgrojena na pravom temelju, to si ti, Jezus Kristus. In hvala je tebe, Gospod dragi, kad imamo te zapise za našo vodilo, Gospod dragi, kako odreagiramo v naših odločitvah, da ti nas zoveš, vsakoga posameznika. Gospod dragi, pomori mene, pomori nam, kamo za istino se odločali to, kako je tvoja vola. Ne eden proti drugome, poč pa eden z drugim za to, kot ti želiš. Gospod dragi, hvala je tebe, da boš ti blagoslavljal tudi bodoče aktivnosti, štere do se dogajale, tudi v nej. Gospod dragi, hvala je tebe, kad imamo še priložnosti, Gospod dragi, kad imamo še možnosti, kad leko razglašamo to pravo istino, Gospod dragi, štera si ti, kad leko prinašamo tebe ljudem na različne načine. Gospod, po duhi tvojom, guči vsa ta srca, Gospod dragi, štere so čule, štere so že marsikoj doživjeli, Gospod dragi, kad dovolili, kad jih ti spremeniš, to, kako je tvoja vola. Nam pa daj modrosti, moči, daj nam hvaležnosti za vse to in blagoslovi tvojo besedo v naši življenjaj. Amen. Amen.